Spoštovane gospe in gospodje, dober dan in dobrodošli v Studio Evropa v stalnem predstavništvu Evropskega parlamenta tukaj v Ljubljani. Živimo v prelomnem času, zaznamovanem z virusom, zato seveda z poslanci Evropskega parlamenta, ki predstavljajo Slovenijo v Bruslju in Strasbourgu, kave tokrat ne moremo piti v živo v parlamentu, ampak jo pijemo nadaljavo. Evropska unija je pred številnimi izzivi. Odprta so eksistenčna, razvojna vprašanja, o katerih bomo danes seveda nadaljavo v tem virtualnem studiu govorili s peterico slovenskih evropskih poslancev. Z nami so Milan Zver, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Franc Bogovič in Milan Brglez. Spoštovana poslanka in spoštovani poslanci, dober dan in dobrodošli seveda tudi vi. Tem vprašanj, ki jih moramo obdelati, imamo kar veliko, zato na tem mestu seveda tudi vam prošnja, da smo čim bolj kratki in jedrnati. Replike so zaželene, nekako signalizirajte, seveda z dvigom roke ali kakorkoli, da bi se želeli oglasiti, ampak tudi tukaj upoštevajte, da nimamo neomejeno časa. Ker pa imamo veliko dela, predlagam, da se seveda tega kar lotimo in začnemo z aktualnimi vprašanji. Želel bi pa ob tem opozoriti še, seveda, da je naša debata interaktivna, zato ste vsi, ki nas spremljate preko svetovnega spleta, seveda vljudno vabljeni, da svoje vprašanja oddate preko Facebooka in jih bomo na koncu, kolikor bo le šlo, našim cenjenim gostom, peterici evropskih poslancev, tudi zastavili. Tako, sedaj pa je vse nared, da začnemo prvo letošnje ogrevanje pred rednim zasedanjem Evropskega parlamenta, ki bo prihodnji teden. Gospod Zver, dober dan. Z odobritvijo 2 cepiv strani Evropske agencije za zdravila in začetkom cepljenja smo nekako prišli v naslednjo, upajmo, da že lahko rečemo, bolj optimistično fazo pandemije. Za prihodnji teden je predsednik Evropskega sveta Michel sklical tudi virtualni vrh, ki bo razpravljal ravno o tej temi. Tudi na plenarnem zasedanju bo cepljenje zagotovo ena od pomembnih točk. Gre nedvomno za ključen zdravstveni, pa zagotovo ne le zdravstveni izziv leta 2021. Zato bi vas takole vprašal, kako ocenjujete dosedanje sodelovanje držav članic komisije in ostalih institucij EU? Po vašem mnenju teče distribucija cepiva, dobava cepiva dovolj hitro z zadostnim tempom? Dober dan. Najprej lep pozdrav vsem. Glede na to, da se še letos nismo videli v tej sestavi, bi zaželel srečno in seveda predvsem zdravo novo leto. Jaz upam, da bo bolj zdravo in tudi boljše, kot je bilo prejšnje. Dejansko lahko rečemo, da je na evropski ravni zrasla neka nova skupna politika, ali pa rečemo zdravstvena unija, čeprav je zdravstvena politika v suvereni domeni držav članic, ampak vendarle se je ogromno zgodilo v lanskem letu. Morda po nekaj tedenskem zastoju je potem komisija začela odlično delovati. Jaz lahko rečem, jaz sem vedno bil malo kritičen do naše komisije, ampak tukaj jim moramo dati vso priznanje, ker se je ne samo, da je zagotovila dodatna sredstva za prenovo gospodarstva, dodatnih 750 milijonov, in od tega je več kot pol denarja gre za pomoč državam članicam, ne samo za posojila. Uspela je urediti naslednjo finančno perspektivo in pa še pred tem zagotoviti nekaj 100 milijard za pomoč državam članicam. Celo Evropska investicijska banka se je zadolžila na svetovni finančni trgi za 200 milijard. Komisija je dala takoj na voljo 240 milijard nemudoma, tudi proračun, ki poskuša nekako zajeziti socialne posledice hude korona krize, je več kot uspešen in deluje. Skratka, še preden se je zagnal ves ta finančni mehanizem, ki ga predstavljata MFF in pa Recovery Fund, je Evropska komisija segla po denarju in neposredno pomagala državam članicam. Ampak ne gre samo za finančno podporo. Prvič se je zgodilo, da so imeli skupne nabave, s tem je Evropska komisija zastopala 27-terico, ki so na ta način lažje prišli do recimo cepiva. In tudi spodbujala je proizvodnjo, recimo to, samooskrba na področju zdravstva v Evropski uniji je tudi sicer ena, po mojem
njenih glavnih prioritet v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Zver. Gospa Fajon, valuta zaupanja je v času cele epidemije izjemno pomembna. Še posebej pomembna pa bo sedaj, ko govorimo o cepljenju, o precepljenosti, o prepričevanju ljudi, da se pridružijo cepljenju. Legitimnih pomislekov, legitimnih vprašanj je veliko. Veliko je pa tudi nekako dezinformacij, celo teorij zarot in seveda, bom rekel, drugih stvari, ki krožijo po svetovnem spletu. Kako po vašem na ravni EU in držav članic okrepiti zaupanje v cepivo? Bi bila potrebna neka koordinirana vseevropska kampanja za cepljenje? Gospa Tanja, mikrofon. Se opravičujem, ja. Gotovo je potrebna neka vseevropska kampanja, ne samo za cepljenje, ampak že vseevropska kampanja glede preglednosti pogodb, ko jih Evropska unija, komisija sklepa za dobavo cepiva. Tu smo mi v Evropskem parlamentu postavili več vprašanj komisiji, kako sklepati pogodbe, ali se dogajajo tudi neke bilateralne pogodbe. Nekaj kritik je bilo slišati na račun, da Evropska unija zaostaja z Združenimi državami Amerike, z Velikanijo, da bo cepljenje v tistem polnem razmahu s cepivi se začelo praktično spomladi. Ključno ta vseevropski del pa je, da vsi ljudje imajo možnost v vseh državah članicah priti do cepiva, se pravi ta solidarnost, enaka redistribucija cepiv, in tu je prednost neke skupne koordinirane akcije, da to poteka iz Bruslja, da Evropska komisija, glavna pogajalka Sandra Gallino je v odboru za okolje predstavljala, dobivala veliko vprašanj poslank in poslancev glede preglednosti pogodb. Lahko povem, da imamo poslanci, zdaj, če bi bili lahko v Bruslju, možnost posebne sobe, kjer si lahko te pogodbe tudi pogledamo. Naslednji teden bo na voljo tudi neka posebna platforma, na kateri bodo države članice dvakrat poročale na teden o številu prejetih in uporabljenih cepiv. Torej, to je ena realnost, kako res države članice je ključno, da koordinirajo preko Bruslja enako porazdelitev cepiv. Tudi podatki, ki jih objavlja Politico te dni, ne vem, če spremljate, kažejo, da Slovenija praktično 4. na lestvici po precepljenosti, kar je glede na prebivalca kar dober rezultat. So se pa pojavljali v zadnjih tednih tudi dvomi, zakaj nekatere države, recimo tu Nemčija, sklepajo bilateralne dogovore mimo in mogoče celo mimo neke smernic in strategije Evropske komisije. Naše sporočilo socialistov in demokratov je bilo predvsem: želimo preglednost pogodb, želimo evropski pristop, ko gre za porazdelitev cepiv, predvsem pa ta vidik solidarnosti in poštenosti, da imajo vsi ljudje možnost do cepiva, če tako izberejo. Hvala lepa. Dobra iztočnica za vprašanje za gospoda Grošlja. Omenili ste, gospa Fajon, da je ta teden v zvezi s cepivom zasedal odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Številni poslanci so zahtevali več transparentnosti, jasnosti, preglednosti. Krožijo celo nekatera ugibanja in špekulacije, da naj bi nekatere članice stavile na cenejše cepivo Oxford AstraZeneca, ki pa bo na voljo nekaj kasneje. Gospod Grošelj, povejte, boste vi recimo osebno izkoristili možnost, gospa Fajon je omenila, vpogleda v te pogodbe v tako imenovani tihi sobi, da boste na nek način pomagali javnosti priti do nekaterih relevantnih informacij. Vemo pa, da je za sedaj samo eno izmed 6 podjetij, s katerimi je Evropska unija sklenila pogodbe, to je CureVac, nekako soglašal s tem, da se v njihovo pogodbo lahko vpogleda. Skratka, gospod Grošelj, boste vi vpogledali v te pogodbe? Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Dovolite mi, da ob začetku najprej vsem gledalkam in gledalcem voščim srečno in zdravo ter uspešno novo leto. Ja, glede na prvi odzive, katere sem zasledil pri kolegih, ki so že izvedli ta vpogled, kaže na to, da celotna pogodba v tem primeru CureVac pravzaprav ni na pogled. To je sprožilo precej ostre debate tudi znotraj naše politične skupine o transparentnosti celotnih
teh pogodb. Tukaj v teh pogodbah se pač podjetja sklicujejo na poslovne skrivnosti. Tisto, kar smo nekako se dogovorili znotraj naše politične skupine, je, da bomo zasledovali cilj, da Evropska komisija zagotovi maksimalno stopnjo transparentnosti celotne pogodbe, celotnih vseh 6 pogodb, kakor tudi, da se zagotovi transparentnost, kako so potekale dobave in kako so potekale delitve teh cepiv, potem, ko so bile tudi formalno odobrene. Jaz osebno bom to možnost poskušal izkoristiti vpogleda v to dokumentacijo, vendarle pa kljub temu mislim, da je bolj kot to pomembno predvsem to, da se države članice ustrezno organizirajo za distribucijo. Kot veste, sam krovni sporazum glede na število prebivalcev vsaki posamezni državi članici omogoča določeno količino cepiva, medtem ko je potem sama distribucija, uporaba, dobava in tako naprej, pa so odgovornost pravzaprav držav članic, ki morajo zato skleniti dodatne pogodbe z posameznimi proizvajalci. Torej, jaz bi rekel, da to skupno javno naročilo je bilo z vidika dostopnosti in pa z vidika tega, da je preprečilo neke vrste nacionalističen spopad za to cepivo med državami članicami zelo uspešno. Je pa res, da v tem trenutku pogrešamo malce transparentnosti, vendar lahko vidimo, se tudi to do neke mere izboljšuje. In komisija, jaz mislim, da je tukaj ključna vloga, ne toliko, proizvajalcev samih cepiv, to so zasebna podjetja, ki imajo tudi svoje poslovne interese in tudi svoje poslovne skrivnosti, ki jih pač ne želijo deliti. Čeprav moram sam reči, da poslanci bi pa vendarle morali imeti popoln dostop. In kot sem že rekel, sem zasledil pri nekaterih kolegih, ki so to že upravili, ta vpogled, da kljub temu niso imeli celovitega vpogleda v te pogodbe, da zaradi samega uspeha cepljenja bo morala komisija tukaj narediti korak naprej in povečati to transparentnost pri samem naročanju in pa samem sklepanju pogodb. Vendar, kot sem že dejal, še vedno pa menim, da bo to skupno naročilo prava pot in da bo to pot potrebno tudi nadaljevati v prihodnje, ko bomo videli pravzaprav, kako dolgotrajna je ta imunost po samem cepljenju, ker zelo verjetno lahko pričakujemo, da bodo potrebna naročila novih kvot teh različnih vrst cepiva. No, pri tem bi še nekaj rad poudaril, kar bi tudi povedal na odboru za okolje, kjer je bilo strani komisije pač poudarjeno, da tiste pogodbe, ki so bile sklenjene na bilateralni ravni s posameznimi proizvajalci, to je bila izpostavljena Nemčija, bodo dobave še leta 2022, se pravi prednostne dobave še vedno imajo sporazumi, te okvirni sporazumi sklenjene na ravni Evropske unije. To je tudi z tega vidika bi lahko rekli, da je tukaj komisija vendarle opravila dobro delo. Je pa seveda vprašanje te transparentnosti še vedno na mestu, ampak v tem trenutku mislim, da je naš ključni cilj predvsem to, da se zagotovijo čim večje dobave, obljubljeno je bilo v drugem četrtletju večji obseg in pa da potem seveda lahko še vedno parlament tudi izvaja določene aktivnosti, če bi se pokazalo, da so bili ti posli kakorkoli netransparentni oziroma sumljivi, kakorkoli na kakršenkoli način. Hvala lepa. Seveda bi bilo zelo pomembno, da bi si Evropski parlament do neke mere zagotovil vlogo nadzornika nekako nad celotnim postopkom. Začeli smo, da je seveda pomembno zaupanje ljudi tako v preglednost, transparentnost dobav, kot tudi to, da bi nekako ljudje bolj zaupali v varnost cepiva. Tudi to je bilo nekako moje vprašanje. Gospod Grošelj pa je ponudil seveda iztočnico tudi za naslednjega evropskega poslanca. Gospod Brglez, k vam bi se sedaj obrnil s vprašanji dveh kolegic, ki sta že prišli na naš naslov, in sicer Vesne Rakovec Bernard, Slovenske tiskovne agencije, in pa Sandre Krišelj iz Radia Slovenija, ki sprašujeta ravno o tem, gospod Brglez. Kako komentirate v bistvu, da nekatere članice naj bi sklepale dogovore o nabavi cepiv, torej mimo Bruslja? Govorilo se je predvsem o Nemčiji, pa tudi o Madžarski, ki naj bi imela neke bilateralne dogovore tudi z dobavitelji cepiva iz Kitajske. Ali obstaja tukaj realna nevarnost, da bi ta solidarnostni mehanizem in dogovor na ravni EU o dobavi in distribuciji cepiva propadel in kaj narediti, da do tega ne pride? Ja, hvala lepa za vprašanje. Najprej bi jaz tudi na začetku zaželel vsem zdravo in pa boljše novo leto. Zdaj, kar se tega tiče, je delno že bilo nakazano, v bistvu tudi na odboru za okolje nam je poročala Evropska agencija za zdravila, ki pač skrbi nad temi pogodbami oziroma tudi odobrava pogojno uporabo po precej strožjih standardih, kot so recimo v
tako v Združenem kraljestvu kot v Združenih državah, da ne omenjam Ruske federacije ali pa Kitajske. Tako da vsaj glede tega smo lahko do določene mere bolj mirni, zadeva je glede tega bolj pregledna. Kar se pa tega tiče, ne more vplivati, vsaj ne v tem letu, kot je že bilo povedano. Zaradi tega, ker bodo tiste preddobave, te pogodbe, ki so bile vnaprej sklenjene, je tisto, kar se bo v tem letu izdobavilo, in vse drugo, kar bi želeli zraven na takšen ali drugačen način, ima sicer neko konotacijo, vendar mislim, da v tem trenutku ni tisto, kar bi lahko ogrožalo, celo več, bom rekel, naše soočenje, še zlasti pa ta simbolična točka cepljenja, je tisto, kar ta trenutek drži Evropsko unijo skupaj, tako kot jo bo solidarnost pri spopadanju z samo pandemijo oziroma spopadanju s posledicami te pandemije. Mislim, da ni realne možnosti, da bi to izpodmaknilo zadevo. Tudi na simbolni ravni se komisija zelo trudi, celo bom rekel, včasih v razkoraku s tem, kakšno je število državljanov v posameznih državah, da je distribucija res enakopravna. Je pa seveda na vsaki državi članici, da naredi svojo prioritetno listo tistih, ki bodo cepljeni. Hvala lepa, gospod Brglez. Gospod Bogovič, greva še k vam. Ta teden je nekako v eter javne razprave v Evropski uniji šla tudi pobuda grškega premierja Kyriakosa Mitsotakisa, da bi bilo čim prej potrebno vzpostaviti nekakšen sistem certifikatov oziroma potnih listov za tiste, ki se bodo že cepili. Na ta način naj bi seveda hitreje nekako obnovili in zagotovili mobilnost prebivalstva, odpiranje javnega življenja po celotni uniji, mogoče zmanjšali pri tem tudi seveda razlike med posameznimi državami pri ukrepih. Bi se vi s takšno rešitvijo strinjali ali lahko govorimo o nevarnosti vzpostavljanja nekega neenakopravnega in celo diskriminatornega pristopa? Lep pozdrav tudi z moje strani. Vse dobro v novem letu želim. Dovolite, da prej samo še 2 podatka dam, pa 3, ki sem jih ta teden na srečanju, ki ga je Evropska ljudska stranka organizirala s komisarko in pa za zdravje, pa tudi z vsemi proizvajalci teh cepiv izpostavim. In prvo, kar je to, Evropska unija je z najprej skupnimi raziskavami, potem z skupno nabavo, tudi zdaj z pravično, pošteno distribucijo, še enkrat več pokazala in dokazala, kako pomembna je in kako odločilno vlogo igra v tem primeru. Podatek, ki je prišel prav od proizvajalca Pfizerja, je ta, da poskušajo kapacitete proizvodnje cepiva v letošnjem letu povečati z 1,3 milijarde na 2 milijarde, gledamo globalno, kar bi pomenilo tudi, da bi Evropska unija potem dobila sorazmerno več cepiv, kot jih je prvotno dobila naročenih. AstraZeneca in Johnson & Johnson bi naj tudi dobila v relativno kratkem času odobritev za svoji cepivi, kar pomeni, da bo ključna naloga sedaj, ko sam pričakujem, da bo mogoče imeli celo hitrejši dostop do dovolj teh odmerkov cepiva, da enostavno v družbi vzpostavimo nek dialog in da zagotovimo, da se bodo ljudje odločili za cepljenje. Izpostavljeno bo tudi to vprašanje, ki se navezuje na vaše vprašanje, koliko časa drži ta odpornost na bolezen. Proizvajalci ugotavljajo, da je najbrž celo dlje od tega pol leta, za katerega je bilo najprej predvideno, tako da bo tudi to mogoče neko olajšanje. Vsekakor pa se izpostavilo to vprašanje, kaj narediti, da ne bi bilo potrebno dodatnih testiranj, dodatnih za tiste, ki so ali preboleli bolezen ali pa tudi že dobili odmerke cepiva, ki bi vzpostavili to imunost, da ne prihaja do tega, da kot recimo mi sedaj, če gremo v Bruselj, ne glede na to, ali si prebolel bolezen in bi moral biti odporen, ali pa tudi, če bi bil cepljen, moraš najprej na test in pa v karanteno. In tu se bodo zagotovo iskale rešitve, ki bodo poskušale poenostaviti te zadeve. Tako da jaz mislim, da bo to bolj kot neka sama ta obveza oziroma kot se govori o nekem dodatnem potnem listu zdravstvenem, mislim, da bi bilo potrebno iti na to, da
kdor bo pač želel pokazati potrditev o tem, da je cepljen ali da je prebolel pred kratkim bolezen, da bo to potem na nek način upravičilo oziroma omogočalo, da ne bo potrebno iti v karanteno oziroma v dodatne preglede. In mislim, na tem področju se bo nekaj zagotovo zgodilo v preteklosti, verjamem pa, da bo Evropska komisija bdela nad tem, da ne bomo sprejemali diskriminatornih ukrepov in na drugi strani tudi takšne, ki bi na nek način še samo poglabljale te meje, ki so v Evropski uniji zdaj bistveno manj pretočne, kot so bile prej. Hvala lepa, spoštovana poslanka in poslanci. V prvem krogu zaključujemo vprašanje o cepljenju, kar ne pomeni, da se na ta vprašanja morda ob koncu, seveda se opravičujem, ja, se slišimo? Kakšna replika? Ja, jaz bi samo bi dodal na tisto vprašanje STA-ja o smotrnosti bilateralnega reševanja držav članic tega vprašanja. Jaz mislim, da ni smotrno. Evropska komisija se že izpogajala z AstraZeneca za 400 milijonov odmerkov, Sanofi GSK 300 milijonov, Johnson & Johnson 400 milijonov, Pfizer 600 milijonov, CureVac 405 milijonov, Moderna 160 milijonov, vse skupaj znese čez 2,1 milijarde odmerkov in to teče čez. Torej, ni nobene bojazni, da bi morali države ali pa da bi bile prisiljene reševati bilateralni ta problem, ampak se lahko zanesejo na skupna naročila. Dobro, še kakšna replika? Zdaj vas vse vidim na planu, tako da na kratko prosim, ker gremo še na naslednja vprašanja. Vsi imate repliko, zelo dobro. Gospod Fajon, gospod Grošelj, gospod Bogovič, gospod Brglez, po tem vrstnem redu. Čisto na kratko, ker je zelo kompleksno vprašanje o možni uvedbi potnega lista v zvezi s cepivom, ali to neko enotno potrdilo o cepljenosti postane vstopnica za svobodo oziroma necepljenje, podaljšanje agonije, zaprtja. To je vprašanje, ki močno deli. Kar v nekaj državah so pokazali naklonjenost, ampak sicer v Evropski uniji velja, da cepljenje ne bi smelo biti obvezno. Zato to vprašanje odpira vrsto dilem, ker bi morala biti to evropska rešitev, namreč v šengenskem prostoru se gibljemo v prostoru brez notranjih meja in če ni to evropska rešitev, v praksi ne bi mogla imeti nobene učinkovitosti. Če pa nekatere države, danes Danska, vem, da je že začela govoriti o tem, da uvaja tako potrdilo, kot je tudi za zlato mrzlico, tudi Poljska nekaj podobnega. Jaz sem do tega zadržana, glede na to, da se ne nagibam k obveznosti cepljenja, čeprav bi povečala to imunost celotne družbe, ampak lahko se povzroči diskriminacija, potem pa je to zelo ključno vprašanje varovanja zasebnih podatkov in pa temeljnih človekovih pravic. Hvala lepa, še trije gospodje, na kratko. Gospod Grošelj, izvolite. Ja, jaz bi sem tukaj dodal, da je poleg samega tega potrdila, spornosti tega potrdila o cepljenju, je prvič problem, da pravzaprav do ljudi, oziroma prebivalcev, državljank in državljanov do 16. leta zdaj ne moramo cepiti. Ne? Ta skupina ljudi se ne cepi zaradi omejitev, ki so jih postavili proizvajalci. To pa se zdaj navezuje na tisto, kako tej skupinam, ki ne bodo cepljene, omogočiti gibanje po evropskem prostoru in zdaj to gre z roko v roki z idejo, da se omogoči enostavno hitro testiranje. To jim razmišlja Evropska unija, ki pa mora seveda postati, če rečem milo rečeno, malce manj invazivno, ker pogosto vzemanje teh vzorcev na določenih mestih lahko povzroči tudi zdravstvene težave. Torej, gre to z roko v roki, se pravi, ko bomo prišli do takšne zahteve, bo treba seveda za vse tiste dele prebivalstva, ki se ne bo cepilo zaradi različnih razlogov, omogočiti pač neko alternativo. In tukaj se govori o teh naprednih hitrih testih. Gospod Bogovič, gospod Brglez. Prvo, poudariti je potrebno tudi, da je Evropska unija bila tista, ki je vodila aktivnosti okoli zbiranja sredstev tudi za države, ne vem, na severu Afrike, Bližnjem vzhodu oziroma globalno gledano, tisti, ki si težko bodo nabavili cepiva. Zato je pomembno, da če bo povečanje proizvodnje, da bo Evropska unija lahko ta solidarnostni moment delila tudi z njimi. Kar se tiče pa teh potrdil, jaz mislim, zavzemam se za pozitiven pristop. Ni potrebe, da bi nekdo, ki želi pokazati, da je bil cepljen in da bi potem, če se sam za to odloči, da se enostavno s tem izogne
karantene oziroma dodatnih pregledov. In mislim, v tej smeri bi sam predlagal rešitve. Zaključimo ta krog z gospodom Brglezom. Ja, jaz bi dve stvari povedal. Najprej seveda ta cepivo, ki ga razvija AstraZeneca in Univerza naj bi bilo odobreno nekje do konca meseca, tudi to je pomemben podatek. Druga reč je pa, tudi sam imam velik pomislek nad diskriminatornostjo, tako do tistih, ki se še ne morejo cepiti, ker še niso prišli na vrsto, kot do tistih, ki se iz zdravstvenih razlogov ne bi mogli cepiti, predvsem na teh dveh nivojih. In prepoved oziroma preprečevanje diskriminacije je ena od ključnih zadev, na kateri je treba graditi, in prostovoljnost zaupanja z prisilo ne bomo dobili. Dobro, tečemo drugi krog. Gospod Zver, začnimo ponovno midva. Leto 2020 je bilo leto krize in sprejemanja odločitev, kako se nekako iz te krize, ko bo čas za to seveda izviti, kako nekako seveda se lotiti postpandemičnega okrevanja. Govorimo o nekem zgodovinskem prelomu, o prvem tako velikem zadolževanju Evropske komisije v imenu Evropske unije, ki bo. Govorimo o proračunu in drugih finančnih instrumentih za okrevanje, ki bodo na voljo nekje v višini 1800 milijard evrov. Gospod Zver, kaj je ključno, da Slovenija nekako definira in naglasi v programu za okrevanje in odpornost, ki ga mora uskladiti z Evropsko komisijo in ga tja tudi poslati? Kaj so absolutne prioritete tega programa? Se slišimo? Torej, že sam ste omenili, da je to zadolževanje Evropske unije na svetovnih finančnih trgih nekaj posebnega, nekaj novega. Seveda to pelje v drastične tudi strukturne spremembe in tudi spremembe v odnosih med evropskimi inštitucijami. Komisija bo seveda pridobila na moči z lastnimi viri, evropskimi lastnimi viri, in seveda tudi Evropski parlament ter Unija kot taka. Seveda je to za šibkejše članice Evropske unije zelo pomembno, da smo dobili tolikšno pomoč za prenovo gospodarstva. Slovensko predsedovanje bo zagotovo pomembno, v zelo pomembnem času potekalo, in Slovenija bo najverjetneje oblikovala svoje prioritete v tej smeri, da bo poskušala oblikovati Evropsko unijo tudi z vidika zdravstva za bolj odporno. Doslej ta koronavirus nam je pokazal, da ni bila dovolj odzivna vse na začetku, kasneje je sprejemala seveda nekatere zelo dobre ukrepe in poteze. Torej, cilj bi moral biti, da Evropska unija postane odpornejša na področju zdravja. Druga prioriteta je seveda gospodarstvo, gospodarska prenova. Evropsko gospodarstvo se bo moralo prestrukturirati, digitalizirati in tudi lansko leto je bilo zelo poučno in evropsko gospodarstvo se bo tudi slovensko veliko lahko naučilo iz teh novih razmer poslovanja. Tretja taka prioriteta, ki jo lahko izpostavi Slovenija, je seveda vprašanje unije vrednot, vladavine prava, ohranjanja našega načina življenja, tudi demografsko vprašanje. In četrta taka prioriteta je varna Evropska unija. Tukaj bomo morali še pa veliko narediti tudi na delo na kibernetski varnosti. Brexit nam je prinesel dodatne težave, še posebej zato, ker ta zadnji sporazum med Evropsko unijo in Veliko Britanijo ne prinaša kakšne posebne novosti na področju varnosti, razen nekaterih sporazumov glede varovanja podatkov. Tukaj je pred Evropsko unijo velik izziv in tudi slovensko predsedovanje bo moralo nameniti temu vprašanju veliko pozornosti in energije. Hvala lepa. Gospod Bogovič, gospod Zver je omenil vprašanje digitalizacije. Že pred virusom ste se vi konkretno veliko ukvarjali s vprašanji digitalizacije mest in pa tudi podeželja z konceptom tako imenovanih pametnih vasi in pametnih mest. Živimo v času šolanja na daljavo, dela od doma, avtomatizacije procesov, novih vprašanj povezanih z umetno inteligenco. Kakšen pospešek in kje pričakujete bo dal virus vprašanjem digitalizacije na ravni Evropske unije? Na kratko, prosim.
Zagotovo se je pokazalo sedaj, kako pomembna je najprej dostopnost do širokopasovnih povezav povsod, ne samo v urbanih delih, tudi na podeželju. Poznamo zdaj, da se vsi šolajo nadaljavo, da delamo nadaljavo, da kupujemo nadaljavo in COVID je zagotovo naredil zelo velik pospešek v okviru Evropske unije, pospešek na področju celotne digitalizacije. V okviru Evropske unije, kjer govorimo o odporni Evropski uniji, govorimo tudi na tem delu, da mora biti odporno podeželje. To je povezano z konceptom pametnih vasi in do poletja komisarka iz Hrvaške, gospa Šuica, pripravlja koncept dolgotrajne vizije podeželskih območij. Tako da to je en del, ki je zelo pomemben. Drugo, kar pa je zelo razgalila ta kriza, kako je Evropa na področju te tako imenovane platformne industrije platform, v bistvu v zelo velikem zaostanku in pravzaprav te multinacionalke, večina iz Združenih držav Amerike, delno tudi Kitajska, pravzaprav pobirajo na nek način in postajajo pravi vojni dobičkarji te krize in da enostavno na tem področju treba nekaj dodatno narediti. Nenazadnje so pa tudi dogodki v Združenih državah Amerike povezani z prevzemom oblasti pokazali, kako veliko moč si konec koncev imajo in si jo tudi vzamejo tisti, ki upravljajo s temi platformami. Tako da sam pričakujem zelo velik pospešek in to, da je 20% sredstev iz sklada za odpornost in razvoj namenjenih digitalizaciji in vsemu, kar je povezano s tem, ob tistih 37%, ki so namenjeni za področje zelenega, pomeni, da so te tri besede, kot jaz pravim, čarobne, zeleno, digitalno, odporno, zelo prišle na plano in bodo zelo zaznamovale tako načrt za okrevanje, kakor tudi novo finančno perspektivo in države bodo morale temu primerno tudi spostaviti svoje cilje, vizijo in pa strateške načrte, s katerimi bodo potem skozi operativne programe tudi z temi evropskimi sredstvi dobili dodatno denar za svoje razvojne priložnosti in gradnjo in vlaganje kamčka v ta mozaik tudi na področju digitalne Evropske unije. Hvala lepa, selimo se gospodu Brglezu. Smo v času portugalskega predsedovanja Svetu Evropske unije, 1.7. sledi Slovenija. Ena izmed izpostavljenih tem portugalskega predsedovanja je tudi tako imenovani socialni steber Evropske unije. Načrtujejo neformalni socialni vrh v tej polletki. Na plenarki prihodnji teden boste govorili tudi o tako imenovani pravici do odklopa na ravni Evropske unije. Kako bo po vašem ta postpandemični čas vplival na delovna okolja, na zaščito pravic in pa ne nazadnje tudi na nove dolžnosti delavcev na trgu delovne sile? Ja, vsekakor je to vprašanje zelo pomembno. Dejstvo je, da je vse več teleworka oziroma dela od doma, to je bil eden od prvih ukrepov. Hkrati se pa s tem tudi povečuje dobesedno na pritisk na delavca in dejansko pričakovanja delodajalcev, da si vedno kadarkoli na voljo. Govorim tako za zasebne kot za javne delodajalce. In ta pravica do odklopa naj bi ravno to razreševala. Zdaj smo zadevo prišli nekako iz faze samega odbora, kjer je zadeva bila zelo na tanko, v bistvu v smislu tega, da je večina tistih, ki so za to, da se uzakoni pravico do odklopa. To pomeni, da potem te delodajalec preprosto ne more pričakovati, da boš izven delovnega časa na voljo za tisto, kar bi on želel, in da to nima nikakršnih posledic. Tukaj je zelo šibka večina tudi v Evropskem parlamentu, je pa po mojem to v tem digitalnem svetu ena ključnih zadev. Vsekakor sam in tudi poslanska skupina podpiramo pravico do odklopa, ki bi omogočila tudi neko zasebnost znotraj digitalnega sveta in mislim, da je to ena ključnih zadev, če hočemo v tem postpandemskem svetu normalno živeti in ohraniti tisti nivo varstva človekovih pravic, ki smo ga poznali v normalnem svetu. Hvala lepa, gospa Fajon. Ostanemo pri portugalskem predsedstvu, ki si je ambiciozno za cilj zadalo tudi odpravo blokad pri širitvi Evropske unije, predvsem v primerih Severne Makedonije in pa Albanije. Ampak je kakršenkoli premik na tem področju spričo
zajetnega svežnja drugih prioritet, ki jih ima ta hip Evropska unija, o njih smo obširno govorili, sploh realno? Je tukaj pričakovati kakšen premik? Hvala lepa za vprašanje. Bi si, če dovolite, vseeno samo s stavkom dvema želela komentirati postpandemično sliko in okrevanje Slovenije, zlasti pa potem odgovorim ostalo. Ampak kar se mi zdi ključno pri razpravi o koriščenju evropskih sredstev, ki bodo Sloveniji na voljo, zlasti ko gre za nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, tam govorimo o 5 milijardah, ampak polovica od tega so povratna sredstva, je pogrešam močno javno razpravo. Dokument, s katerim komunicira vlada z Brusljem, je še vedno nejaven, ni nikakršnega dialoga, kam bomo namenjali sredstva in ni neke velike slike, ambicij, ali bo to zelena, ali bo to digitalna, ali razvojna prihodnost naše države. Po prvih ocenah je šlo predvsem za majhne projekte, brez pomankanja reform in pa velikih investicij, ki bi zagotovile razvoj države. Zato samo ta komentar, ključno se mi zdi, da bi vlada res vključila v javni dialog vse relevantne akterje, da bi se skupaj dogovorili, kako koristiti in ambiciozno zastavili načrt teh evropskih znatnih sredstev. Ko me sprašujete za prihodnost širitve Evropske unije, je pa res, da je to leto bilo zelo turbulentno in se je končalo slabo, kar zadeva odpiranja poglavij pristopnih za Severno Makedonijo in Albanijo. Slabo v smislu, ker je Severna Makedonija dobesedno izpolnila vse obljube, naredila velike zgodovinske premike, tvegala praktično vlado na oblasti. Evropska unija na drugi strani pa ni imela te ambicije oziroma političnega poguma, da bi začela pogajanja. Jaz upam srčno, čeprav Albanija spomladi ima spet volitve, Bolgarija, ki je zdaj tista z blokado zoper Severne Makedonije, prav tako, da volitve ali parcialni interesi sosednjih držav ne bodo zavrli samega procesa širitve, ker zaupanje v teh državah upada, ko na eni strani izpolniš tisto, kar od tebe pričakujejo, pa se potem na stopnički ne premakneš, je težko zadržati verodostojnost. Tudi sicer čutim v Bruslju, da ni te dinamike širitve, kot bi si je želeli, zaradi vseh izzivov znotraj Evropske unije, tudi Srbija nenazadnje prejšnje leto ni odprla nobenega novega poglavja, torej gre za precej počasen proces. Države gredo so ali bodo šle skozi politične volitve, ko je veliko časa izgubljenega, ampak moramo strniti vse napore, da naši soseščini pomagamo po poti reform, da pridejo čim prej do Evropske unije. Hvala lepa. V tem krogu se selimo še gospodu Grošlju. Torej, virus je tudi geostrateško v mednarodni skupnosti nekako premešal ali pa še bo premešal karte. V teh dneh nekako v sozvočju z zasedanjem Evropskega parlamenta v Belo hišo prihaja tudi nova administracija. Vprašanje je, ali bo pandemija nekako še okrepila položaj Kitajske, zato na tej točki vprašanje Aleša Gaubeta z Dnevnika bi vam zastavil, ki je prišlo, in sicer kako komentirate dogovor o naložbenem sporazumu med Evropsko unijo in Kitajsko v luči pričakovanj, da bosta Bruselj in ZDA pod Bidenovo administracijo skušali dogovoriti skupen pristop do Kitajske. Ali je dogovor ovira za ta dialog ali gre za zasledovanje strateške avtonomije Evropske unije strani nemškega predsedovanja? Ja, to je vprašanje za $1 milijon oziroma evrov. Da vidimo, če boste vi zaslužili ta milijon. Se bojim, da ne. Bom pa poskušal kaj pojasniti. Torej, samo razpoloženje glede tega sporazuma v Evropskem parlamentu je dokaj deljeno. Se pravi, jaz gledam skozi našo politično skupino in tukaj so si stališča zelo, bom rekel, milo rečeno, nasprotujoča si. Gre za to, da sporazum je bil v zadnjih dnevih iztekajočega se leta pravzaprav potisnjen skozi z strani nemške administracije. Jaz mislim, da bo Evropski parlament v tem konkretnem primeru nekako taktično zavlačeval
ker bi vendarle tudi sam sem na tem stališču, da bi rad videl, kakšna bo pravzaprav politika prihajajoče ameriške Bidenove administracije. Prvi indici, ki kažejo, gredo v smeri, da bodo tudi v Združenih državah Amerike sledili prehodu, tako imenovanemu zelenemu digitalnemu prehodu. Prav včeraj je bila objavljena informacija, da se pripravlja ameriški program okrevanja po covidu v višini 1900 milijard dolarjev in naj bi šel v podobni smeri kot evropski zeleni prehod in digitalizacija, se pravi nek podoben tehnološki razvojni preboj tudi načrtujejo Združene države Amerike. In tukaj mislim, da je za vidika Evropske unije strateška priložnost predvsem v tem, da se povezujemo bolj z Združenimi državami Amerike in seveda pri tem na drugi strani lahko sledimo v meri, kolikor bo to mogoče, tudi sodelovanju z Kitajsko. Torej, Kitajska je seveda pomemben evropski trgovinski partner, predvsem je pomemben trgovinski partner za Nemčijo. Nemčija, mislim, da obseg tujih investicij kitajskih investicij v obsegu tujih investicij v Nemčiji obsega 22%, torej mislim, da je to največji delež. Seveda, tukaj so nemški interesi mogoče pred drugimi državami članicami, vendar pa odpira ta sporazum tudi mnoga odprta vprašanja in dileme vezane na to, kakšen bo prihodnji geostrateški, geopolitični položaj Kitajske, ki postaja ne samo tehnološko in industrijsko vse pomembnejši igralec, ampak postaja tudi pomemben, varnostno-vojaški igralec. In tukaj bo morala Evropska unija sprejeti, bi jaz rekel, malce bolj realistično politiko, ki jo bo lažje uresničevala z podobno mislečimi in Združenimi državami Amerike, kot pa recimo v nekem tesnem ali pa predtesnem sodelovanju za Kitajsko. Jaz osebno, kot sem rekel, imam določene rezervacije do tega sporazuma, bi si pa želel ta sporazum, da pride čim prej v Evropski parlament, da ga lahko podrobno preučimo in bomo potem tudi sprejeli nadaljnje odločitve, ampak jaz osebno, če še to poudarim, sem zagovornik zdaj sploh, ko vidim, da imamo podobne politične izhodišče, podobno politično platformo sodelovanja z Združenimi državami Amerike na tem področju. Hvala lepa. Gremo v zadnjo tretjino našega pogovora. Gospa Fajon, Thierry Breton, evropski komisar za notranji trg, je v odmevni kolumni v Politiku ta teden zapisal, da je bil vdor na Kapitol v Washingtonu na nek način 11. september za digitalne velikane oziroma platforme. Se slišimo? Razprava na ravni Evropske unije teče. Družbena omrežja, kot ugotavlja tudi komisar, so postala de facto sistemski akterji, njihova vloga se še krepi. Kakšna pravila tukaj postaviti, kako jih regulirati v nekem kratkoročnem obdobju, je vprašanje, ki bi vam ga zastavil. Hvala lepa, se opravičujem. Zdaj, ko govorimo o družbenih omrežjih, vse, kar se tudi danes, čeprav je to izziv in priložnost, širi zelo naglo po vseh teh platformah, od teorij zarote, sovražnega govora, dezinformacij, je komisija decembra 2020 v izogib temu, da bi postavili bolj jasna, transparentna pravila, objavila predvsem ambiciozno reformo digitalnega prostora, en sklop rešitev, ki bi ponujal pravila za vse digitalne storitve, vključno s socialnimi mediji, pa drugimi spletnimi platformami. To gre za zakon o digitalnih storitvah in zakon o digitalnih trgih. Zdaj, seveda se zavedamo, da številne platforme, tudi Facebook, to, kar smo bili priča in tudi prej omenili pri Američanih, ali Twitter, igrajo zelo osrednjo vlogo v življenju naših državljanov in podjetij in nasplošno celotne družbe. Zdaj mi bomo skušali, in to poskus poteka že kar dolgo, organizirati svoj digitalni prostor za naslednja desetletja z nekimi usklajenimi pravili, predhodnimi obveznostmi, boljšim nadzorom, odvračilnimi sankcijami, tudi da bi zagotovili, da bodo vsi, ki ponujajo in uporabljajo digitalne storitve v Evropi, imeli koristi od varnosti, zaupanja, inovacij in poslovnih priložnosti. Bi pa rekla, da seveda, ko govorimo o platformah in internetu, je pa ključna, se mi zdi, tu tudi naša odgovornost vseh. Medijev na eni strani, politikov na drugi strani, da pri svojem govoru, pri svoji komunikaciji ne širimo dezinformacij, ne vnašamo nekega sovražnega govora,
da ljudem ponudimo vse možnosti, da pridejo do verodostojnih informacij. Socialna omrežja danes so po svoje naredila velik izziv, tudi veliko škode in ljudje težko ločijo resnico od laži. In vedno, ko skušamo regulirati digitalen svet, se mi zdi, da smo uporabniki na koncu korak zadaj, zato moramo biti predvsem osveščeni in ta osveščenost se mora začeti pri mladih v šolah. Gospod Zver, hvala lepa. Gospa Fajonova, gospod Zver, zanima me tudi vaš pogled na regulacijo digitalnih velikanov, ki upravljajo družbena omrežja. Za iztočnico bi dal Angelo Merkel, ki je bila do ukinitve računa ameriškega predsednika kritična. Kakšen je tukaj vaš pristop do reševanja vprašanj regulacije digitalnih velikanov? Tukaj se seveda strinjam z nemško kanclerko Angelo Merkel, tudi jaz sem kritičen in zavračam dejstvo, da so predsedniku ene izmed držav trajno prepovedali sodelovanje na enem izmed družabnih medijev. To je vsekakor nesprejemljivo, ampak kar se regulacije tiče, ta tudi dejansko že sedaj obstaja, ne? Vse, kar se tiče otroške pornografije ali terorističnih vsebin in podobno. Mislim, da se bo regulacija še naprej širila, ampak vendarle tukaj jaz dajem prednost svobodi izražanja, ne? In mislim, da je imela Angela Merkel enak pomislek kot tudi sedaj jaz, ne? Tukaj je treba včasih tehtati med svobodo in nesvobodo izražanja. Cela zahodna civilizacija temelji na svobodi misli, izražanja in jaz mislim, da bodo imeli regulatorji države kar precej težav pri omejevanju svobode misli in govora. Ampak ne glede na to, ali je ta svoboda nekako nevarna v smislu, da poziva k nasilju, k kaosu, k neredu, kako vidite to? Ja, to sem že povedal, ne. Nekatere vsebine so pač regulirane in to je čisto prav tako, ne, ampak da pa ti trajno vzameš nekomu možnost se udeleževati v javnem diskurzu, to pa seveda ni dobro in to se dogaja množično zadnje dni. Tudi če sami pogledate število sledilcev, ne, število pada, ne, kar pomeni, da so bili iz igre izločeni na 100.000 in to seveda ni dobro, ne. Hvala lepa. Gospod Grošelj, v času, ko se je zgodil ta marš, da tako rečem, na Kapitol kot neko trdnjavo citadelo ameriške demokracije, so se oglasili nekateri evropski voditelji, rekoč, tudi v Evropi imamo kapitole v fizičnem in simbolnem smislu, ki jih velja absolutno braniti. Kaj je ključno v tem letu, gospod Grošelj, da Evropska unija naredi, da se cela struktura politike ne bo več premikala v smeri nacionalizma, suverenizma, populizma, alternativnih dejstev, podpihovanja nekih najnižjih strasti? Ja, če smem dodati samo dva moja razmisleka na prejšnjo temo. Glejte, tisto, kar potrebujemo, kar se moramo zavedati, je predvsem to, da sedaj družbena omrežja so pravzaprav zasebna podjetja. Če gre za dejavnosti zasebnih podjetij, ki imajo širši javni vpliv, kar v primeru Twitterja in podobnih omrežij gre, očitno tu potrebujemo tudi javno zakonodajno regulacijo. In to je tisto, kar mi pravzaprav potrebujemo, da ne pridemo v situacije, ko imamo opravka s posamezniki, ki razpihujejo nasilje, sovražni govor, lažne novice in podobne zadeve, povzročajo konkretno nasilje in jih pravzaprav ne moreš ustaviti, razen za neko arbitrarno odločitvijo lastnika tega podjetja oziroma skozi tako imenovane pogoje uporabe. Torej, to je tisto, kar bo morala Evropska komisija, tudi Evropska unija v prihodnjih mesecih in letih nasloviti in urediti. Druga zadeva, ki je pa tukaj izrednega pomena, pa je to, da se moramo počasi sprijazniti z dejstvom, kar se meni globoko razočaran, jaz osebno sem zelo verjel v svobodo interneta, je to, da počasi dobivamo, bomo rekel, regionalna internetna omrežja. Recimo primer Kitajske, kjer je pravzaprav njeno internetno omrežje popolno, bom rekel, neke vrste
sanitarnem kordonu, kjer je pravzaprav nemogoče brez državne cenzure nadzora pravzaprav objavljati sporočila na internetu. Ne. To je neka nova realnost in s to novo realnostjo se bo morala Evropska unija tudi soočiti v prihodnje, ne samo Evropska unija, tudi pravzaprav cel prihodnji svet, cel demokratični svet se soočiti v prihodnjih mesecih in letih, ker podobne trende že zaznavamo v Turčiji, pa tudi v Ruski federaciji. Zdaj, kaj Evropska unija pravzaprav lahko naredi? Jaz mislim, da eden prvih ključnih mejnikov je gotovo mehanizem vladavine prava. Tukaj smo prišli naredili relativno velik korak naprej in v prihodnjih mesecih in tednih bo tudi ena izmed pomembnih nalog Evropskega parlamenta spremljanje in nadziranje, kako bo prišlo do implementacije tega mehanizma v praksi. To bo eden pomembnih mehanizmov, ki bo lahko preprečeval prav to, kar ste omenili v svojem vprašanju. Ne. Evropska unija se sooča z izzivom populizma, vidimo v Združenih državah Amerike, kam lahko spodbujanje in razpihovanje najbolj pritlehnih čustev in emocij, tudi predvsem posebno lažnih novic in pravzaprav širjenja laži, do kakšne stopnje lahko pripelje v družbi, še posebej, če je ta družba polarizirana. In mislim, da se je nekako po 6. januarju, kjer je mogoče malce simboličen, če gledamo jugoslovansko zgodovino in 6. januarsko diktaturo, vendar je zgodil en prelomen trenutek, ki je pokazal, da pravzaprav tukaj demokratične sile enostavno morajo delovati v smeri krepitve demokratične ureditve tudi znotraj Evropske unije. In znotraj naše politične skupine, saj to lahko poudarim, se je že začela zelo živahna razprava na temo, kako tisto, kar ste tudi sami prej omenili, kako lahko postane parlament bistveno bolj pridobi na funkciji nadzornega organa. Do zdaj je bil parlament predvsem sozakonodajalec Svetu EU, ampak danes vidimo, da se postavlja vedno bolj potreba po tem, da dejansko parlament ima to nadzorstveno funkcijo. Tukaj smo naredili relativni napredek tako pri tem mehanizmu vladavine prava, tudi pri teh sredstvih, za katere se zdaj bo Evropska unija zadolževala, pri skladu za okrevanje in odpornost, tudi tu so močni mehanizmi nadzora Evropskega parlamenta in jaz mislim, da naslednje leto, to leto, ki zdaj prihaja, bo leto, ko bo Evropski parlament poskušal vzpostaviti bolj to svojo nadzorstveno funkcijo kot branika demokratične ureditve in pa napredka demokracije znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Še dve vprašanji v tem krogu imamo. Ker smo interaktivni, sprejemamo seveda tudi vprašanja naših kolegov. Gospod Bogovič, midva se bova zdaj ustavila še na kratko pri še enem zgodovinskem prelomu in sicer odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije s 1. januarjem 2021. Kolegica Vesna Rakovec-Bernard, Slovenske tiskovne agencije, sprašuje takole: Evropski parlament je začel postopek potrjevanja sporazuma o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom, napoveduje temeljit pregled dogovora. Vemo, da dogovora ne more več spreminjati, lahko ga sprejme ali zavrne. Kdaj je pričakovati potrditev in ali to zadevno pričakujete kakšne zaplete? Ja, dovolite samo dva stavka, ker v prejšnjem krogu ni bilo replik okoli sprejemanja tega načrta za okrevanje pa večletnega finančnega okvira. Sam zelo podrobno spremljam, kaj se dogaja tudi v Sloveniji. Veseli me, da je to v rokah in da je najbolj odgovorna za to magistrica Monika Kirbiš-Rojs. Bila je že zelo široka javna razprava. Ne vem, ko so povabili gospodarstvenike, je bilo 1300 ljudi virtualno povezano. Izhodišča je določena, so več ali manj tako v samem osnovi v Evropski uniji. Čakajo nas pa zahtevne naloge, da bomo znali sprejeti ta reformni del, se pravi zakon o dolgotrajni oskrbi, strategija razvoja kmetijstva, usposobila administracijo, javno upravo na veliko hitrejše obrate, da bomo lahko ta velika sredstva izkoristili. In tretjo zadevo, vključitev gospodarstva, predvsem v tistem delu, kjer govorimo o povratnih sredstvih. Tako da jaz mislim, da se tam intenzivno dela, bo pa veliko nalog v naslednjem letu. Kar se tiče Brexita, ja, v odborih, sam sem včeraj tako na odboru za kmetijstvo kot na odboru za regionalni razvoj, katerega član sem že spremljal predstavitev teh dokumentov, tudi dobili smo jih, komplet 1200 dokumentov, številne obrazložitve. Pričakovano je bilo to, da bo v časovni stisko želel tudi, da bo Velika Britanija želela pripeljati vse skupaj v časovno stisko, nekaj stisniti na koncu skozi. Podpiram, da je prišlo do dogovora. Najslabše bi bilo, če ne bi bilo dogovora. Mislim, da tudi gospod Michel Barnier opravil odlično delo in je
na nek način pripeljal konsistenten dogovor, ki ga je moč potrditi, tako da sam v parlamentu ne pričakujem zapletov s tem, ali bi ga sprejeli ali ne. Odpira pa kar nekaj vprašanj, ne vem, kaj bo z ribištvom po letu 2026. Včeraj smo govorili tudi o tem skladu 5 milijard določenih, ki bi se naj uporabili za to, da bi pomagali tistim državam, pa tudi gospodarstvu, ki bo najbolj prizadeto zaradi Brexita. Posledice zagotovo bodo. In na evropski strani je bilo ves čas obžalovanje, da do tega dogovora prišlo. Gre za ekonomijo, ki je velika, tako veliko kot 17 najmanjših ekonomij, zato gre za veliko rano v tem organizmu Evropske unije. Verjamem pa, da bo nekje v marcu se predvideva ali pa aprilu najkasneje ta dogovor pod streho v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Zadnjih 5 minut teče. Kolega Luka Robida, gospod Brglez z Radia Slovenija sprašuje takole. Pandemija je močno prizadela prav storitveni sektor. Izstrop Združenega kraljestva iz EU izpostavlja željo po krepitvi sodelovanja na področju zlasti finančnih storitev. V ponedeljek vas čaka obravnava poročila o krepitvi enotnega trga v luči prihodnosti prostega pretoka storitev. S kakšnimi stališči pristopate vi k temu vprašanju? To vprašanje je relativno konkretno. Prost pretok storitev je nekaj, kar pač v Evropski uniji mora obstajati, ampak če ga postavimo v kontekst Brexita, kot sem razumel to vprašanje, je pa drugo vprašanje. In tukaj, koliko razumem, se je Velika Britanija v marsičem izključila iz tega prostora in zaradi tega seveda to vrstnim pogledom pravzaprav nasprotujem in obžalujem, da so te zadeve nastale na takšen način. Tisto, kar bi pa poleg tega mogoče le dodal v tem krogu, je en dodatek. Vsi hitro govorimo o v bistvu obstaju populizma, o tem, da je treba platforme regulirati, ampak pozabimo pa na en del. Trump je z svojim ravnanjem manipuliral ljudi, ki so drugače izključeni iz demokratičnega procesa. Problem imamo, če so ljudje strukturno izključeni iz demokratičnega procesa, in problem imamo, če kdorkoli misli, da demokracija lahko živi, če do konca izkoristi tisti, ki vlada, svoje moči, brez da bi se samo omejeval. Mora se samo omejevati, mora spoštovati pravila, brez tega ni demokracije, ki jo Zahod pozna, in to je pač spoznanje že razsvetljenstva, če hočete. Hvala lepa. Časa nam ni ostalo veliko, imamo pa še eno konkretno vprašanje. Če se boste držali vsak pol minute, še morda režija pridemo skozi. Albina Kenda iz Financ je zapisala takole. Monika Kirbiš-Rojs, gospod Bogovič je omenjal, državna sekretarka vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v zvezi s slovenskim načrtom za okrevanje pred dnevi za TV Slovenija dejala, da v Bruslju od nas zahteva zelo natančen opis zdravstvene infrastrukture in da je pogoj, da pred tem izvedemo zdravstveno reformo. Dejala je pred tem, kar je razumeti kot naprejšnji pogoj. Kakšen je vaš kratek komentar, ali to lahko ogrozi slovensko črpanje iz načrta za okrevanje? Gospod Zver, gospod Bogovič in potem še v bistvu na kratko vsi trije. Prosim, da, ker želim kolegom nekako omogočiti odgovore na vprašanja, da se tokrat ne repliciramo nazaj, ampak konkretno odgovorimo na to vprašanje, potem pa se počasi poslovimo. Gospod Bogovič. Zakon o dolgotrajni oskrbi je eden od zakonov, ki je že v številnih poročilih Evropske unije bil od nas zahtevan, tudi sami ga rabimo. Brez da bi sprejeli ta zakon, ne bo črpanja za prepotrebna sredstva za spremembo in dopolnitev dolgotrajne oskrbe, tudi z deinstitucionalizirano oskrbo in izboljšanjem tudi splošno zdravstva od bolnišnic in podobno. Gospod Zver. Ja, tukaj je reforma zdravstvenega sistema nujno potrebna. Zadnjih 15 let smo veliko zamudili, nimamo negovalnih bolnišnic, to je pomemben strukturni element znotraj zdravstvene strukture. Upam, da bomo, in seveda tudi domovi za ostarele, upam, da bomo z novo reformo zdravstva rešili tudi ta dva ključna vprašanja. Gospa Fajon, gospod Grošelj, zaključimo z gospodom. Hvala lepa. Seveda je zdravstvo žgoča tema. V Sloveniji imamo koncept
javnega zdravstvenega sistema, ki se je skozi čas epidemije izkazal kot ključen in nujen. In zdi se mi, da je predvsem skrb vzbujajoče upadanje zdravstva in sredstev. Bili izzivi, reforma zdravstva, zagotovitev zadostnih sredstev, predvsem javnega zdravstva, se mi zdi, je tisto, kar je pot tudi nas socialnih demokratov na evropski ravni naprej. Predvsem pa, da imajo vsi dostop do zdravstvenih storitev, ko gre za dolgotrajno oskrbo, za domove za starejše, za demografski sklad. Vse to so projekti, ki so na prioritetni listi tudi v Sloveniji in jih bo treba izpeljati z širokim političnim konsensom, predvsem pa zagotoviti finančna sredstva. Ne verjamem pa, da bi to lahko v letu kratkoročno ogrozilo črpanje finančnih sredstev, lahko pa izkoristimo evropska sredstva za pomoč pri dodatni infrastrukturi in razvoju. Hvala, gospod Grošelj. Gospod Brglez. Ja, poglejte, zelo preprosto. Sam nacionalni načrt za odkrivanje in odpornost bo presečišče na eni strani 6 prioritetnih področij Evropske komisije, se pravi zeleni prehod, digitalizacija, zdravstvo, mladina, se pravi mala in srednja podjetja, in na drugi strani je potem tukaj še tako imenovane so tako country specific reforms oziroma reforme prilagojene konkretno za državo članico. Nacionalni načrt za okrevanje mora biti presečišče vseh teh zahtev. Torej ni samo vprašanje zdravstva, imamo tudi druge nacionalne, ki so potrebne in vse to bo treba izpolnjevati. Lep primer je dokument, ki ga je pred 3 oziroma 2 dnevi objavila italijanska vlada glede Italije in tam lahko marsikaj vidimo, kako mora tak dokument izgledati. Zdaj, kako daleč smo mi od tega, bom pa rekel, potrebno bo še kar nekaj vložiti naporov v to, da bo tudi Slovenija prišla do podobnega dokumenta, kot je prišla naša soseda. Gospod Brglez, lahko neizvedba zdravstvene reforme ogrozi črpanje sredstev? Seveda lahko. Kot je v bistvu najmanje resno drugih prioritet, ki so bile pravzaprav že omenjene, ne bo se moglo tokrat delati, ampak bo potrebno pravzaprav zadeve dejansko izpeljati za to, da bomo lahko ta sredstva črpali. Še zlasti, če jih bomo hoteli črpati v zdravstvu, domnevam, da bo to dobesedno pogoj. Še zadnje vprašanje, da ne, ali en stavek, lahko samo zelo na hitro, časa nam zmanjkuje in ker želimo biti demokratični, še želim eno vprašanje kolega iz tiskovne agencije Morel. Izvolite, res stavek. Zelo hitro. Tukaj je tudi mehanizem tehnične pomoči, ki jim bo zagotavljal za to, da bo država lahko ta sredstva porabila. Dobro, za konec blokade. Tukaj je tehnična pomoč. Naredimo krog. Tam, kjer smo začeli, sklenimo s cepivom. Kolega z tiskovne agencije Morel sprašuje, ali bi se Evropska unija morala pogajati tudi za dobavo ruskega in kitajskega cepiva. Da, ne. Gospod Brglez. Ne, dokler kitajsko pa rusko cepivo ne je bilo potrjeno pred EMO, nikakor. Dobro, gospod Bogovič. Ne, konec koncev imamo tudi zagotovljeni že dovolj odmerkov cepiva iz preverjenih virov. Gospod Grošelj. Izpolnjujejo zahteve in kriterije Evropske zdravstvene EME, potem jaz ne vidim razloga, zakaj se ne bi o tem pogajali. Ampak, kot sem rekel, isti kriterij za vse ponudnike. Dobro, gospa Fajon. Se strinjam s predhodniki, imamo za to skupna pravila v Evropi in ko grejo zdravila skozi, potem so varna za uporabo. In zadnja beseda, gospod Zver. Ja, ni potrebno. Spoštovana poslanka, spoštovani poslanci, 1 ura je hitro minila, lahko bi razpravljali še dolgo, želeli smo odpreti čim več tem, ki bodo zagotovo letos na agendi vaših razprav in pa ne nazadnje tudi nas novinarjev. Ne dvomim, da to ni naše zadnje letošnje srečanje. Upam, da se v letošnjem letu srečamo ponovno tudi na kakšnem plenarnem zasedanju, če ni ta želja preoptimistična, ampak upam, da ni. Nekaj optimizma vendarle moramo seveda deliti tudi z našimi gledalci. Vsem kolegom, ki so prispevali vprašanja, se zahvaljujem za njih. Če sem kakšno izpustil, se opravičujem vnaprej. Spoštovani poslanci, uspešno delo v letošnjem letu želim iz Ljubljane vsem maham, vsem ostalim pa seveda hvala za pozornost. Do naslednjič iz studia Evropa v predstavništvu Evropskega parlamenta v Ljubljani. Nasvidenje. Nasvidenje.